Potem imamo pa še en paketek, in sicer je pa prebiotik, ta oranžna linija, prebiotik linija, sta pa potem dva izdelka zraven Lalikapa, prebiotik čistilna pena in pa prebiotik vaginalne globule. Prebiotik čistilna pena je v bistvu tudi top seller pri Vidrmini. Res je taka prijetna za uporabo, če si zdaj predstavljala neko peno za britje, taka puhasta, mehka, bela, res je prijetna. Tako da imajo ženske zelo rade. Linija je sicer namenjena preventivi, se pravi nekim ženskam, ki se imuniteta zelo rada pač ponavljajo, da imajo konstantno težavo. Tudi imamo v bistvu prav eno kuro izdelano za tiste ženske, ki imajo recimo da več kot 3 ali pa več kot tudi do 10, lahko smo se pogovarjali, vnetij na leto, kar je pač vsaka menstruacija mi praktično poruši ravnovesje. Tako da ta linija je pa potem takrat. Ampak vedno, ko je vnetje ta zelena, se pozdravimo, potem nadaljujemo s prebiotik. Oziroma za ženske, ki pa bi samo želele nekako poskrbeti za svoje zdravje, ali pa recimo zdajle, ko bo poletje, so mokre kopalke, skozi je nekaj vlažno, toplo, to je idealno za neke glivice ali pa za kakšne pač negativne mikroorganizme. Tako da v bistvu, a pa kakšno obdobje stresa tudi, šport, bazeni, fitness, je pa potem, da zraven dodatno nekaj želimo narediti za svoje zdravje intimno, je pa potem prebiotična linija. In spet so v bistvu prebiotik globule, noter jih je 10, lahko se jih porabi 10 naenkrat, se pravi vsak večer eno, te majčkeno bolj ven tečejo, kot recimo te zelene, tako da vsem povemo, da so ženske pripravljene. Prebiotik čistilna pena pa v bistvu za vsakodnevno čiščenje. Kaj je pa recimo v tej liniji? Prej sem omenjala laktobaciluse, tlele noter je pa v bistvu prebiotik. Probiotik je sam mikroorganizem, prebiotik je pa v bistvu neka sestavina, tako da bom posplošeno rekla, noter je alfa-glukanooligosaharid, to je kot hrana za laktobaciluse. Se pravi, prebiotik je neka hrana, ki bo spodbujala vnete dobre. Laktobacilusi ga lepo pojejo, se lepo namnožijo, selektivno izbira vnete dobre, a potem zraven ne vpliva na vnete slabe. Se pravi, jih ne stimulira samo te dobre. Ko je ta dobrih več, je ta slabih vedno manj. Zraven je še mlečna kislina, se pravi, eventualno pride do tistega peroksida vodikovega, ki bo negativno vplival na bakterije, tako da imamo v bistvu vse v enem. Tle v bistvu je spodbujanje že naravno dobre pač flore, ravnovesja. Torej,